Če opazimo pri svojem otroku uši ali gnide, kupimo šampon za razsuševanje oziroma za odstranjevanje uši in naredimo tako, kot piše po navodilih. Ponavadi pomeni to, da nanesemo preparat na suhe lase, pustimo delovati toliko minut, kot piše, potem pa temeljito speremo. In potem še mokre lase tudi razčešemo s posebnim tem gostim glavničkom, lahko tudi z električnim glavnikom. Pomembno je to razčesovanje, predvsem zaradi tega, ker šampon nekako deluje na uši in gnide, ampak je treba vsak pramen počesati posebej in poiskati, kje so te gnide, in ker so gnide prilepljene na posamezen las, jih je treba fizično odstraniti. In pač seveda, če najdemo uši, tudi uši odstraniti. Tako da v bistvu najboljše je, da damo otroku okoli vratu belo brisačo, zato da lahko pol vidimo te uši in gnide, da so prisotne. Pa punčkam, ki imajo daljše lase, oziroma otrokom, ki imajo daljše lase, razdelimo lase tako na segmente, zato da potem res vsak pramen posebej razčešemo in pregledamo. Ponovimo šamponiranje čez približno 7 do 10 dni. Medtem pa ponavljamo nekje na 3 dni razčesavanje, zato da pač res pregledamo še enkrat lase, če smo slučajno zgrešili kakšno gnido ali uš pri prejšnjem razčesavanju. Uši ne izbirajo, ali so lase čiste ali umazane, blond, črne, uši imajo rade lase oziroma lasišče, tako da pač čisto vsak človek ima lahko uši, tako da to ni neka sramota. Je pa zelo pomembno, da se obvesti vzgojiteljice, da smo opazili uši pri svojem otroku, zato da lahko potem ono obvesti v skupino, seveda ne poimensko, ampak na splošno, da so se v skupini pojavile uši, da se čim prej ukrepa, da čim prej vsi starši pregledajo lasišča svojih otrok, da se čim prej zaezi to širjenje uši, da ne gre potem čez cel vrtec ali pa čez celo šolo. Če pride obvestilo, da so se v skupini pojavile uši ali v vrtcu ali pa v šoli, je res potrebno temeljito pregledati lasišče svojega otroka, in to pač takoj, zato ker te znaki potem srbenja in vsega tega se lahko pojavijo šele tedne kasneje, ko so uši že prisotne. Uši ne skačejo, se plazijo, tako da v bistvu se uši prenašajo s tem, ko so otroci z glavami zelo skupaj, ko se igrajo, si šepetajo kaj in pač se splazijo z ene glave na drugo. In pač uši se bolj prenašajo med otroci zaradi tega, ker so bolj v tem stiku, kot mi odrasli se malo bolj zase držimo. Pa pomembno je še to, da res tudi glavnike in krtače potem, da si jih ne sposojamo in jih da tudi operemo z vročo vodo. Oblazinjeno pohištvo je treba temeljito presesati, potem pa posteljnino, brisače, obleke je treba oprati na vsaj 60 stopinj. Tiste stvari, ki jih pa ne moramo oprati v pralnem stroju, jih lahko pa damo v zmrzovalnik za 24 ur ali jih pa zavežemo v vrečo, pa pustimo za 2 tedna pri miru, da uši pač pomrejo in potem lahko spet uporabljamo.